Prav lepo vsi pozdravljeni, ki spremljate to oddajo, ko imamo ta seminar, 7-tedenski seminar Prenovo duho. Danes je 3. teden z naslovom Priprava na spreobrnjenje. Kakor vemo, Jezus nas vabi k lepšemu življenju in seveda tudi k spreobrnjenju. Zakaj je to pomembno? To je pomembno zato, da bi lahko doživeli Jezusovo pomoč, Jezusovo moč v našem življenju. Pred nekaj dnevi sem slišal 2 zakonca, ki sta takole dejala: midva nismo nič bolj posebna, kakor vsi ostali, vendar midva čutima, da nama Bog pomaga. Na vsakem koraku nama Bog pomaga, ko smo dobre volje, tudi ko se skregamo, tudi ko si odpustimo, čutimo, da je Bog blizu nama. Da bi bil zares Bog blizu nas in da bi zares lahko delovala njegova moč v nas, se meni zdi, da je najpomembnejše, da se spreobrnemo, da se obrnemo k Bogu, da preprosto zaupamo v njegovo pomoč, da preprosto verjamemo, kakor nam Jezus pravi: kdor veruje vame, bo dela, ki jih opravljal tudi sam. Tudi po nas lahko deluje Božja moč. Vendar prvi korak torej je spreobrnjenje, da se obrnemo k Bogu. Grešniki smo, vendar lahko od Jezusa izprosimo dovolj milosti, da nas vse grehe odpusti, dovolj milosti, da v nas lahko on naredi tisto, kar mi ne moremo, kar mi sami ne zmoremo v svoji moči. Pred nekaj leti, ko sem v počitnicah delal v eni tovarni in je delo potekalo zelo lepo, imel sem čas tudi razmišljati ob delu, ko sem ga delal, sem se enkrat domislil, kaj če bi danes molil. In premišljeval sem, za koga bi molil, zakaj naj molim. Kakor da bi mi Jezus moje misli povedal: moli za sovražnike. Pomislil sem, saj sovražnikov nimam, nobenega ne sovražim, vsemi sem dober, zakaj bi molil za sovražnike? A čez nekaj trenutkov pa sem se spomnil na enega svojega prijatelja, ki mi je velikokrat šel na živce, večkrat sem ga takole v tiho v srcu obtoževal, morda celo kdaj pred kom obrekoval oziroma opravljal, in sem mislil si, bom pa molil za tega. Kar nekaj časa je minilo, nekaj ur sem molil, včasih 10, včasih eno Zdravo Marijo, Oče naš, odvisno kakor je pač tudi delo naneslo, tiho sem v srcu molil zanj. A zanimivo je bilo to, ko sem tega prijatelja srečal, sem se kar začudil, da v srcu nisem čutil nobene bolečine, nič slabega mu nisem želel. In potem sem pomislil, kaj bi le to bilo. To je bila Božja milost, to je bila Božja dobrota, to je bil Božji poseg, ki je posegel v najin odnos. In od takrat naprej sem prepričan, da če molimo za tiste, ki nam slabo delajo, gotovo Jezus ozdravi ta naš odnos do teh ljudi. To je čudoviti dar. Povabim, če kdo tako živi, naj začne za tistega človeka moliti. Pravijo, greh odpustim, pozabim pa ne. A velikokrat zatem čutim, da zlo greha še vedno deluje. Pozabim ne je čutiti, kakor da bi ne hotel odpustiti ali pa v globini ne morem odpustiti. Ko zares Jezusa prosimo za dar odpuščanja, potem ne pozabimo trenutka življenja, ko nam je morda kdo naredil krivico ali kaj slabega, vendar če smo mu zares odpustili, na srcu ne zaboli. In to je tista majhna razlika, ki jo lahko Jezus stori, če mu odpremo svoje srce in ga prosimo. Ali kakor sem že omenil, če molimo za tiste, ki nam kaj slabega storijo. Ali točno natančno, ko beremo v Lukovem evangeliju, blagoslavljate tiste, ki vas preklinjajo, in molite za tiste, ki grdo ravnajo z vami. Kdor veruje v Jezusa, bo dela, ki jih opravljal tudi sam. Vendar molitev ni vsa pomoč, ki nam jo Bog lahko daje. Je seveda velika pomoč. Lahko molimo skupaj,
lahko molimo sami. Še močnejša je seveda, če molimo v kakšni skupini ali skupaj kot celotna cerkev. Včasih kdo pride pa pravi, molite za mene, da bomo molili. In molitev se mi zdi še močnejša, če molimo skupaj, bodisi v skupini ali bodisi v cerkvi. Pred nekaj leti je prišla žena, babica, novorojenega otroka, skoraj s solzami v očeh in je dejala, moja vnukinja je hudo bolna. Rodila se je zdrava, vendar je zbolela za neko boleznijo. Dejal sem ji, bomo molili zanjo. In v cerkvi sem povabil ljudi, polno jih je bilo takrat, prav na župnijsko proščenje ali žegnanje, in seveda smo molili tudi za bolno deklico. Čez nekaj dni je popolnoma ozdravela. Glejte, to je moč molitve, moč na naše spreobrnenje. V cerkvi nam Jezus daje tudi druge milosti, in sicer najprej zakramente. Poznamo jih 7. Krst, birma, obhajilo ali evharistija, sveta spoved, bolniško maziljenje, zakrament mašniškega posvečenja in zakrament svetega zakona. Zakramenti so posebne milosti, ki nam jih daje Bog, posebne darovi, po kateri Bog želi delovati. Po krstu smo včlenjeni v Jezusa. Po krstu Jezus daje veliko milosti, po krstu deluje Sveti Duh. Pri vseh zakramentih deluje Sveti Duh. Sveti Avguštin pravi, Sveti Avguštin opisuje dogodek ob krstu novokrščencev, da ko so imeli krst in so šli novokrščenci od krstnega kamna, so prišli tudi bolniki, nekatere so jih pripeljali in novokrščenci so polagali roke na bolnike in molili za njih. In sveti Avguštin piše že v 4. stoletju, da so bolniki ozdraveli. To je moč svetega krsta, to je moč delovanja svetega duha. Jezus nam daje tudi še druge zakramente. Ustavimo se danes malo pri sveti mašni daritvi. Sveta mašna daritev je najlepši zakrament, ko nam Bog daje veliko milosti, več, kakor si mi mislimo. Včasih kdo pravi, kaj bom šel k maši, zakaj bi šel k maši, ko pa je vsakokrat enako ali podobno. Vendar vsaka maša je ponazočitev Jezusove daritve na križu. Ko je Jezus pri zadnji večerji vzel kruh, ga razlomil, dal svojim učencem, jim je rekel, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako tudi kelih, to je moja kri, ki se za vas preliva. Jezusovo telo se daje za nas pri sveti evharistiji. Jezus sam se daje nam v hrano za duhovno pomoč in moč, da lahko v nas deluje Božja moč. Pri sveti evharistiji poslušamo tudi Božjo besedo. Božja beseda ima v sebi veliko moč. Le poglejmo, če bi komu povedali nekaj lepega in bi mu to neprestalno govorili, takšen človek bi v sebi čutil v svojem srcu čutil veliko dobrega, veliko lepega, bil bi bolj srečen. Če bi pa nekoga obrekovali ali pa mu govorili grde besede, takšen človek hitro začuti v sebi žalost in je potrt in njegov duh, ali kakor bi temu rekli, mu upade in potem je žalosten. A če spregovori Bog z Božjo besedo, je še to toliko močnejše. Imamo 2 čudovita zakramenta ozdravljenja. To je zakrament svete spovedi in zakrament bolniškega maziljenja. Zakrament svete spovedi, pri njem nam Bog odpušča naše grehe. Poglejte, kako preprosto. Tako da morda kdo pravi, to pa skoraj ne morem verjeti, pa vendarle je res. Jezus nam odpusti, mi njemu povemo grehe, se jih kesamo in rečemo, Gospod, žal nam je, to v resnici tudi naredite, kadar greste sveti spovedi, da nam je žal za svoje grehe, ki smo jih storili, za vse, kar smo napačno se odločali po krivici, priznajmo pred Jezusom in Jezus nam odpušča. Velikokrat sem že slišal koga
po sveti spovedi, ki je takole dejal: odleglo mi je, ali pa sedaj se pa veliko boljše počutim, ali pa sedaj ne čutim več tega bremena. Glejte, škoda bi bilo, da bi nosili težka bremena, če jih lahko pri sveti spovedi oddamo. Mnogi, ki sem jih poslušal, so pričevali o svoji spovedi, da so pri spovedi doživeli nekaj lepega, nekaj odrešujočega. Mnoge sem tudi sam videl pri sveti spovedi, ko sem jim dajal odvezo, kako je delovala Božja moč. In seveda, človek, ki je brez greha, je bolj odprt svetemu duhu in njegovemu delovanju. A za iti spovedi potrebujemo le malo poguma. Nič več, kakor to, da se odločimo, da želimo predati svoje križe in težave Gospodu, še posebej pa naše grehe, da jih on nese na križ in je tam križa za nas. Zakrament bolniškega maziljenja. To je čudoviti zakrament, mnogi ga morda celo niti ne poznajo. Mnogi duhovniki ga celo težko dajo kakšnemu težjemu bolniku še, kakšnim drugim pa morda še ne. Kdo lahko prejme ta zakrament? Vsi, ki so bolni, kakorkoli, telesno ali duševno, ali so bolni zaradi tega, ker so bili velikokrat razočarani ali preveč žalostni, vsi starejši, skratka, vsi, ki potrebujejo Božjo pomoč. V Jakobovem pismu beremo takole: če je kdo med vami bolan, naj pokliče duhovnike cerkve, naj ga mazilijo in naj nad njim molijo, in verna molitev bo bolnika rešila. Priča sem mnogim ozdravljanjem, ko sem ljudi mazilil s tem zakramentom. Najprej je potrebna dobra sveta spoved, nato pa molitev in maziljenje. In po tem zakramentu je mnogo ljudi tudi ozdravelo. Mnoge, ki sem jih srečal v bolnišnici, se je mazilil, se je stanje velikokrat hitreje izboljšalo, nekajkrat pa tudi čudežno. Povedal vam bom en primer. Ko sem nekoč prišel v bolnico, ker so me klicali, da neka žena umira, sem prišel k njej, lepo se je spovedala še in pa seveda prijela ta zakrament, pa zakrament svete Evharistije, sveto obhajilo in se je dal blagoslov, potem je pa popolnoma ozdravela. Celo tako, da se je zdravnica spraševala in bi tudi rada študirala to, kar sem jaz študiral, rada bi študirala teologijo, da bi rada na tak način tudi služila bližnjim. Glejte, zakrament bolniškega maziljenja, prosite duhovnika, naj vam ga podeli. Potem so še pa drugi zakramenti, zakrament mašniškega posvečenja in zakrament svetega zakona. Duhovnik, ki se da posvetiti, je posvečen, da lahko prinaša odrešenje drugim, da lahko mašuje, da lahko deli zakramente. Zakonca, ki se poročita, pa v zakonu jima da Gospod milosti, jima po tem zakramentu hoče pomagati, da zmorete reševati vse probleme in težave, pa ne samo to, čuti se, da je Bog med njima, če le imata malo odprtega srca. K spreobrnenju nam pomagajo tudi druge reči, ki jim pravimo zakramentali. To so pobožnosti, molitev rožnega venca, molitev križevega pota, še posebej v postnem času, in druge pobožnosti k svetnikom, svetemu Jožefu, k raznim svetnikom, še posebej pa godovnim zavetnikom. Poglejte, kdaj goduje vaš godovni zavetnik in tisti dan pojdite k sveti maši, pa k sveti spovedi in se priporočite temu zavetniku. Svetniki so naši priprošniki v nebesih, če jih prosimo, nikoli ne ostanemo brez njihove pomoči. Tudi pri molitvi k spreobrnenju, da bi spreobrnili naša srca. Spreobrniti je potrebno naša srca, da to lažje storimo. Nam Gospod torej daje po cerkvi, po duhovnikih, škofih in vernemu ljudstvu dovolj priložnosti, da lahko to naredimo. Najbolj po zakramentih, po molitvi in pa seveda
tudi po pričevanju drugih in po snemanju drugih dobrih kristjanov, ki so nam za zgled. Ne zgledujte se po slabih kristjanih, ampak zgledujte se po dobrih kristjanih, po tistih, ki živijo po Jezusovi besedi in po tistih, ki Božjo moč v sebi nosijo in jo sprejmejo, ki v sebi nosijo Božje pričevanje. Pa naj pride na vas Božji blagoslov v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.